Dobrovita je invalidsko podjetje, ki ima več kot 30 let izkušenj z zaposlovanjem oseb z različnimi oblikami invalidnosti. Posebno pozornost namenjajo gluhim in naglušnim, za katere so uvedli različne prilagoditve. Dobrovita je invalidsko podjetje s skoraj 180 zaposlenimi. Ustanovitelj in lastnik Šent je podjetje ustanovil z namenom pridobivanja delovnih mest za težje zaposljive osebe z izkušnjo duševne bolezni. Med prvimi v Sloveniji smo začeli izvajati projekte oziroma zaposlovanje težje zaposljivih ljudi in zaposlitvene rehabilitacije. Seveda pa imamo vrata odprta tudi za osebe z drugo obliko invalidnosti, med njimi so tudi gluhi in naglušni. Opravljamo storitve čiščenja, geodetske storitve, storitve urejanja okolice in sestavljanja proizvodov in polproizvodov. Nekako naša vizija stremi k odličnosti opravljanja teh storitev, zato smo ponosni tudi na certifikat kakovosti 9001, ki smo ga pred leti pridobili za vse naše storitve oziroma za vse naše programe. Naši naročniki so pretežno iz Notranjske regije in Gorenjske regije. Več kot polovica vseh zaposlenih v podjetju ima status invalida, med temi je 8 zaposlenih, ki so gluhi oziroma naglušni. Sem vodja proizvodnje v Kranju. Z naglušnimi sem se prvič srečala ravno v Dobroviti. Premagala sem neke strahove, ker sem mislila, da so večje ovire za delo z naglušnimi. Pa smo na koncu ugotovili, da ste zelo dojemljivi, veliko stvari opazite, dobro berete mimike, tako da nam je delo z vami veliko olajšano. Gluhi in naglušni opravljajo dela na različnih oddelkih, predvsem na oddelku za storitev čiščenja in na oddelku sestavljanja proizvodov. Občasno pa delajo tudi druga dela. Glede na širok spekter naših storitev poskušamo za vsakega najti delo, ki bo primerno njegovim omejitvam, zmožnostim in kompetencam. Da je delo dobro in pravilno opravljeno, je sporazumevanje ključnega pomena. In ravno na tem področju se pri gluhih in naglušnih običajno pojavljajo kakšni izzivi. Seveda pa so prisotni tudi izzivi, zato se moramo vsi skupaj potruditi, da smo potrpežljivi in pozorni. To pa krepi tudi kolektiv, saj s tem zaposleni se naučijo novih načinov komuniciranja, novih načinov spoznavanja, potrpežljivosti, strpnosti. Organiziramo tudi različne druženja, team buildinge, na katere so povabljeni seveda vsi zaposleni. Iz strani gluhih in naglušnih dobimo pozitiven odziv, da vidijo naše prizadevanje po vključevanju. Z sodelavci imam zelo dobre izkušnje in znajo zelo v redu brati z ust. Sodelujemo preko branja z ust. So nam predstavili vrhunske znakove. Mi smo se pa učili. Ne, znakovnega jezika še ne znamo, bi bili pa zelo veseli, če bi nam kdo prišel predstaviti. Komunikacija je malce težja, ker slišeči hitro govorijo in tega ne razumem. Zato jih prosim, če ponovijo, da naj malce počasneje govorijo. Razumem pa tudi, če zraven uporabijo mimiko in mi pokažejo, kaj moram narediti, da najprej oni pokažejo. S slišečimi se ne pogovarjam ravno veliko. S šefico pa se tako sporazumevam, da ona počasi govori, saj se že 2 leti poznava, tako da razumem, kar želi povedati. Če pa ne razumem, jo prosim, naj ponovi ali pa napiše na list. S slišečimi in gluhimi se lepo razumemo, brez problemov. S slišečimi se lepo pogovarjamo, če le počasi govorijo in jih prosim za to.
ne učim pa jih znakovnega jezika. V podjetju so uvedli različne prilagoditve z namenom, da se gluhim in naglušnim zaposlenim čim bolj olajša delo ter omogoči nemoteno sporazumevanje. Organizirali so tudi tečaj slovenskega znakovnega jezika. Podjetje Dobrovita pa ni zgolj delovno okolje s klasičnim odnosom med vodstvom in zaposlenimi, ampak je tudi prostor, kjer se povezujejo na različne načine. Za nas je ključno, da vsakemu zaposlenemu omogočimo čim bolj enakovredno delo. Pri gluhih in naglušnih seveda je to prilagojena komunikacija, kot so slikovna navodila, svetlobni efekti in seveda pisna komunikacija. Smo ravno v procesu vzpostavitve interaktivnih zaslonov v naši delavnici, na katerih bomo predvajali navodila, video navodila, pisna navodila, urnike, pohvale, novice, kakšen predlog za izlet, kakšen predlog za zdrav obrok. Med odmori pa se bodo tudi predvajala gibalne vaje. Veliko pomoč so nam dostikrat tudi naglušni, ki velikokrat predstavljajo neko vez med gluhimi in slišečimi. Zelo smo ponosni tudi na mentorske programe, s katerimi mentorje opolnomočimo za delo z ranljivimi skupinami. Nekako pomemben je osebni pristop. To pomeni, da mentor zaposlenega spremlja od začetka zaposlitve, ga spremlja na različnih delih, mu pomaga prilagoditi delo. Najbolj smo veseli, če skupaj z mentorjem najdete neko delo, kjer lahko zaposleni razvije svoj potencial. Ja, organizirali smo tudi tečaje znakovnega jezika za naše vodje, mentorje in ostale zaposlene. Veliko ljudi se je prijavilo na ta tečaj, tudi pozitivni odzivi so bili, tako da bomo ta tečaj ponovili. Kranj kot mesto, kot občina nam je tudi ponujalo izobraževanje, tako da neke osnove dobro jutro, hvala poznamo. Če slučajno opazimo kakršnekoli težave, so povezane s strokovno komunikacijo. Razgovor prilagodimo, pa veliko si pripomagamo s pripomočki, se pravi z vizualnim načinom prikaza dela. Se pravi, da veliko več uporabljamo slike kot pa govorico. Tukaj nimamo nobenih problemov. Če naredim kakšno napako in potrebujem pomoč, prosim nekoga, da mi pokaže, kakšna je napaka in če je, to tudi popravi ter mi tudi pokaže in potem razumem. Če se spet zgodi napaka, jo znam sam popraviti. Naše izkušnje so pozitivne, lahko rečem, da so odlične. Gluhi in naglušni zaposleni so predani, natančni in zanesljivi pri svojem delu. Jim zaupamo in se lahko zanesemo na njih. Na splošno imam to srečo, da so zelo motivirani za delo, hitri pa spretni, dojemljivi. Verjetno je to zato, ker imate razvite neke druge sposobnosti in ste zelo hitro učljivi. Tako da pohvale. Tudi ob mednarodnem dnevu gluhih v podjetju ne pozabijo na svoje gluhe sodelavce. Vsako leto pripravijo poseben dogodek, posvečen njim in njihovi pomembni vlogi v kolektivu. Obeležujemo mednarodne dneve gluhih. Takrat se skupaj s tolmačem odpravimo do vseh naših zaposlenih, gluhih in naglušnih, in predamo neko skromno pozornost in seveda izkoristimo ta prostor in čas, da tudi opravimo kakšne pogovore o delu in seveda tudi o čem drugem. Tukaj sem zelo, zelo zadovoljen. Všeč mi je delo in opravljanje nalog. Šef mi zaupa in kjer je treba kaj pomagati, jim lahko pomagam pri vsem. Na kratko naj povem, da sem tukaj zelo zadovoljna. Odnosi med nami so super.
Zelo sem vesela, da delam tukaj. Delovni dan je lažje preživeti, če so med sodelavci dobri odnosi, spoštovanje in prilagajanje drug drugemu, ne glede na ovire. V dobrobiti vsak zaposleni čuti, da je sprejet in vključen. Prav to je poslanstvo podjetja, da ustvarja podporno in enakopravno delovno okolje, tudi za gluhe in naglušne.